Kako se pogovoriti z otrokom, če izvemo, da je doživel spolno zlorabo? Poskusite se umiriti, da se v odnosu z otrokom ne odzovete pretirano vznemirjeno, burno, saj bi ga lahko nehote prestrašili in ustavili njegovo izpoved. Otroka poslušajte, naj vam pove o svoji izkušnji v svojem tempu. Ne sklepajte prehitro, ne ignorirajte, ne zmanjšujte teže njegove izkušnje. Otrok bo o svojih izkušnjah morda govoril z direktnimi, slikovitimi izrazi. Če kakšnih izrazov ne poznate ali niste prepričani, kaj otrok z njimi misli, ga vprašajte. Ne delajte sami prehitrih zaključkov. Ne izogibajte se temam, ki vas spravljajo v zadrego. Otroku dajte vedeti, da se lahko z vami pogovarja o vsem, kar ga teži. Ne sprašujte, ali je to, kar vam je povedal, res. Verjemite otroku, zbiranje dokazov ni vaša naloga. To prepustite pristojnim strokovnjakom in strokovnjakinjam. Otroku povejte, da ni kriv in odgovoren za zlorabo. Otroku zagotovite čustveno podporo. Sprejmite vsa njegova čustva in jih ne vrednotite. Otroku povejte, da je dobro, da vam je povedal o nasilju. Pojasnite, da je normalno, da smo zaradi izkušenj nasilja v stiski, nas je strah, občutimo jezo, žalost in podobno. Rečete lahko na primer, verjamem, da ti je bilo težko. Tudi jaz bi se prestrašil oziroma prestrašila, če bi se mi zgodilo kaj takega. Če otrok zaradi posledic nasilja potrebuje strokovno pomoč, na primer zdravstveno, psihološko ali psihoterapevtsko, mu jo zagotovite. Otroka ne obremenite sa svojimi čustvi in stisko. O svoji stiski govorite z drugimi odraslimi. Imejte v mislih, da je pomembno zagotoviti, da otroku ne bo potrebno večkrat ponavljati podrobnosti o izkušnjah spolne zlorabe.